imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, zgodilo se je Anno Domini 1489, to se pravi pred 770 leti. V Španiji, veste, da so v Španijo so tam v začetku 8. stoletja so okupirali džihadisti preko Gibraltar, ne. Tam so ga okupirali, zgodilo se je pač, španski kralj je prišel s svojo vojsko, tudi škof Opas. Takrat, veste, škofe niso bili samo škofi, ko so bili pobožni pa orožje, ampak so imeli tudi orožje v rokah, so imeli svojo vojsko, svoje vojake. Taki časi so bili, to pravi pred 770 leti. To je prišel škof Opas s svojo vojsko, španski kralj, in da bi seveda džihadiste nagnali ven iz Pirenejskega polotoka, da bi jih zaustavili. Ampak ko so se vojski srečali, je škof Opas ukazal svojim vojakom, so odšli iz bojišča. Zakaj? Zato, ker je sklenil z džihadisti ekumenski sporazum, v nakoravaju ekumenski, in je enostavno izdal Španijo. Ja, in zaradi tega, verjetno tudi zaradi tega je potem so džihadisti Pirenejski polotok zavzeli in potem je trajalo okrog 770 let, da so nagnali te džihadiste ven iz Španije. 770 let. Ta zadnja dva kralja v Španiji sta bila kralj Ferdinand pa kraljica Izabela, katoliška ima naziv, ona dva sta bila ta zadnja dva, ki sta potem še zadnjih 10 let džihadiste izgnala iz Španije. No, ta zadnje kraljestvo džihadistov je bilo Granada in izgnali so zadnjega španskega kralja iz Granade, zadnjega Španca je šel na ladjo in so jih izgnali 1492, Anno Domini. Ja, no, vidite, ampak preden so Granado osvojili nazaj, katoličani so morali še na drugo mesto osvojiti in to je bilo mesto Baza. Baza ali Bazan, nekaj zdaj že po špansko, Baza. No, in ta Baza je bila zelo utrjeno mesto. Imelo je ne vem koliko tisoč vojakov, je pa bilo noter. 20 tisoč je bilo samo vojakov v tem mestu Baza. In seveda španski kralj je to mesto oblegal in sicer skoraj pol leta ga je oblegal. Ampak ti ljudje v tej bazi so imeli ogromno hrane in vode in vseh tistih zalog. Vojakov je bilo veliko in enostavno po pol leta kralj Ferdinand je bil sicer eden iz najboljših generalov, španskih generalov, kar jih je bilo, ala podobno nekaj, kar je potem čez 400 let bil general Franco. Ja, ampak pravi po 6 mesecih, menda, če sem jaz prav tle razumel, ja, je enostavno kralj začel razmišljati, da bi nehal z obleganjem in je zbral svoje generale in generali so rekli, ja, vaše veličanstvo, nehajmo, nima smisla, ne bomo nič naredili, počakajmo, mogoče bo kaj kasneje. No, pa španski kralj Ferdinand je sem poslal njegova žena kraljica je bila kakih 120 kilometrov proč, z 90 pa 40, 45, ja, kakih 130 kilometrov proč je bila od Baze, je poslal slah njej, pa je rekel, pa je vprašal, pravi Izabela, kaj misliš, a nehamo oblegati, a oblegamo naprej. In seveda on je vedel, da lahko Bog spregovori po njegovi ženi, ker je pač njegova žena svetovalka možu, pomočnica možu, in Izabela je rekla, pravi, če boš nehal oblegati, pravi, bo cela Španija izgubila pogum, v celo Španijo bo to hud udarc. In potem je rekla, bom jaz prišla tja v tabor. In je prišla potem ona sama potem v tabor, tistih 130 kilometrov, verjetno še kakšne vojake sabo pripeljala, in ko so španski vojaki kraljico zagledali, so bili navdušeni. Kaj kralj pa kraljica v tradiciji sta duhovni oče in duhovna mama svojim ljudem, ne v kraljestvu. In ko je prišla kraljica v španski tabor, so vojaki znoreli od veselja, džihadisti v bazi so pa seveda začeli trepetati od strahu, ker so vedeli, že je pa še kraljica prišla, pa zdaj so pa kralj pa kraljica oba tle, zdaj je pa konec z nami in čez 3 tedne so se predali. Si lahko mislite,
kaj lahko naredi neka kraljica, vidite, ampak katoliška, seveda katoliška, zato se vzima katoliška. No, in potem so seveda, če so džihadisti zmagali, so pa vse povklali pa pomorili, ne, nasprotnike, medtem ko so katoličani zmagali, so vse v bazi pustili žive in jih seveda gnali ven iz baze, šli so seveda tam, komer so prišli, ampak nikogar niso umorili. Vidite, to je pa razlika med džihadistično vero pa med katoliško vero, ne. Oni vse poklali, pomorijo, naši so pa vse pustili žive in kot ujetnike je pa nagnali so jih ven, ampak pustili žive. No, in kaj se je zgodilo? No, tle je en takšen portret španske kraljice Izabele katoliške. Kaj se je zgodilo? Vidite, na čast temu, ker je pač kraljica na nek način bila vzrok, da so zmagali, bazo zavzeli, potem kasneje pa še Granado, in potem, ja, vidite, na čast temu so naredili nekaj posebnega in sicer so spremenili neko pravilo v igri šah. Vi vsi poznate igro šah, vsi verjetno. Jaz, ko sem bil še učitelj, sem imel tudi šahovski krožek. Ja, in sem dobil na Šahovski zvezi Slovenije edino tablo, magnetno tablo za šah, ki so imeli. Edina sem jaz pobral, vidite, bilo malo interesantno za te table. No, vidite, v igra šah je nastala pred kakšnimi 1500 leti, nekje na področju Indije, in se je ta igra imenovala Čaturanga. No, Čaturanga. In te igri šah, vidite, so bila pravila mečke drugačna, kot so danes, več polje bilo. In kralj zraven sebe ni imel kraljico, ampak je imel zraven sebe svojega svetovalca, ki so ga imenovali vizir ali vazir, kakorkoli že, odvisno od države. Ja, no, ampak ko je šah prišel v katoliško srednjeveško Evropo, so katoličani rekli, to pa ni prav. Kralj mora imeti zraven sebe kraljico, ne pa vizirja svojega svetovalca. In so iz tistega vizirja spremenili v kraljico. So rekli, to je kralj pa kraljica. Nekaj normalnega seveda in bolj pravilnega kot je. No, in ker je španska kraljica bila vzrok, da so zmagali v tistem mestu Baza, ki je bilo gledano neosvojljivo, so spremenili pravilo tudi za kraljico. Kajti do takrat je kraljica se lahko premikala samo eno polje in samo diagonalno. In samo za eno polje. Bila je med najšibkejšimi figurami na šahu. Od takrat naprej so pa rekli, kraljica bo zaradi španske kraljice naše Izabele katoliške najmočnejša figura in se lahko premika zdaj levo, desno, kakor hoče, kamorkoli naprej ali pa nazaj, medtem ko se druge figure ne morejo tako. Rekli, zakaj vam to pripovedujem? Vidite, zato, ker je ta dogodek zelo pomenljiv za naše življenje, za našo pripravo na Božič. Kajti evangelij pravi, da se mora vsak hrib znižati, vsaka dolina zvišati, vidite, da pripravimo kaj dobro pot našemu Gospodu. Pred 2000 leti v jaslica v Betlehem, danes pa kaj? V naše življenje, naše srce, naše duše. Kajti naš Bog mora živeti v naših dušah, kot naš prijatelj, ki če ne živimo v Božji milosti in smo na poti v pekel. To se pravi, vedno moramo paziti na to, da živimo v prijateljstvu z Bogom, da je naše srce Bogu všeč in po volji in da rad biva v naših srcih, naših dušah, naš Gospod Jezus, vidite, z nebeškim očetom in svetim duhom. In to je priprava na Božič. No, in vidite, tako kot v Španiji, preden sta kralj Ferdinand pa kraljica Izabela lahko Krištofa Kolumba poslala v Ameriko oziroma odkrivati Ameriko, sta morala nagnati kaj? Džihadiste ven iz Španije. In ko ste džihadiste nagnala ven, zadnjo kraljestvo njihovo je bilo v Granadi, 1492, vidite, so lahko Kolumba poslala odkrivati Ameriko in ste vidite, kaj rešili, vidite, na milijone duš, vidite, ki so prej bili v Ameriki na poti v pekel. Vemo, da so tiste ljudi, da so jim srca ven rezali, izrezervali na stotine, vidite, src, vsak dan, da so jih šatovali, vidite, in tako naprej, čiste malike častili in živeli zelo grdo, nemoralno življenje. Vidite, tako kot sta ona dva morala to narediti, tako moramo tudi mi napraviti življenje. Če hočemo, da bomo Jezusu všeč, da bo rad bil v naših srcih, da bo naš prijatelj, da bo nekoč nas sprejel v nebesa z nebeškim svetim duhom, potem moramo pač se boriti proti trem našim sovražnikom, vidite, ki ogrožajo naše zveličanje. To so kaj? To so Satan pa hudiči, brezbožni svet, brezbožni ljudje in naša lastna grešnost.
Vidite, proti temu se moramo boriti, vidite, znižati boriti proti vsem glavnim grehom, napuh, nečistost, nevršljivost, lakomnost, požrešnost, jeza, lenoba. To so 7 glavnih grehov, vidite, in boriti se moramo tako, vidite, da pridobivamo nasprotne kreposti tem grehom. Ponižnost, svetočistost, dobrohotnost, zmernost v jedi, delavnost, krotkost, vidite, ponižnost, vidite, to so kreposti, ki jih moramo pridobivati, vidite, s tem nižamo gore hribe in dvigujemo doline, vidite, in pripravimo prav, vidite, dobro, pripravimo naše srce, naše duše, da Jezus rad biva v naših srcih in naših dušah. Torej, ko boste naslednjič igrali šah, če ga boste igrali, šah je vojaška igra, seveda, ampak vidite, ta igra nam zelo vidite, lahko pomaga, vidite, v duhovnem življenju. Zakaj? Zato, ker vidite, pri šahovski igri je bistveno kaj, da premišljujemo, kaj počnemo. Premišljujemo. Vidite, kajti vsaka poteza, ki jo naredimo, napačna poteza, ki jo naredimo pri tej igri, nas lahko stane kaj, da izgubimo igro. In smo matirani. Vidite, druga, to je ena stvar, enako je v duhovnem življenju. Vsaka slaba misel, beseda ali dejanje, ali storitev, ali slabo storitev, ali staro obseg, ki jo naredimo, vidite, ima posledice za naše duše. Seveda potegne za sabo, vsak greh potegne za sabo za drug greh. Ko naredimo enkrat en greh, vidite, potem lažje naredimo še drugega, potem lažje še tretjega, vidite, kot domino. Zato treba se ustaviti grehu na začetku takoj. Vidite, to je enako je pri šahovski igri. Treba paziti, prvo potezo, ki naredimo, vidite, mora biti pametna, dobra poteza. Ker če prvo potezo naredimo napačno, se tako zgodi, da bomo 1, 2, 3 v nekaj potezah matirani. Ja, se pravi, paziti, vidite, premišljevati, vidite, premisliti, vidite, kaj govorimo, kaj mislimo, kaj govorimo, kaj delamo. Ko se pojavi prva slaba misel, je treba se takoj ustaviti. Ker pravilo pravi, vidite, če se prvi slabi misli ne ustavimo, se zgodi kot skepa, vidite, ki jo kotalimo po snegu. Najprej šice mičkena, je lahko pohodi še, ko je majhna. Potem pa postane velika, postane tako velika, pade na tebe, te zrobi. Vidite, tako je tudi z mislimi. Če se prvi misli ne ustavimo, potem še druga misel, pride tretja, vidite, potem pride do besed, česar je polno srce, usta govori, pravi Svetopismo, vidite, in potem do dejanj. In tudi, če ne pride do dejanj, vemo, da že tudi grešna smrtna misel je smrtni greh. Grešni smrtni besede so smrtni greh, vidite, ki nas pripeljejo v pekel. Ja, to se pravi, treba je premišljati, če ste kdaj gledali, ko sta kakšna 2 svetovna prvaka šah igrala, ste lahko videli, da so včasih po 15 minut, po pol ure čakala, preden sta potezo napravila. Zato je zame šah sicer dolgočasna igra. Če sem šah igral, sem ga hotel končati v 1/4 ure ali pa pol ure, kaj še, da bi razmišljal pol ure, kaj že. Vidite, ampak naše življenje moramo pa razmišljati, premišljevati, vidite, premisliti preden kaj rečemo, kaj naredimo, vidite, da ne bomo potem prej 10-krat misliti, kot potem, prej 3-krat, 10-krat misliti, kot potem 100-krat obžalovati, kot pravi pregovor. Ja, potem vidite, v šahu je vsaka figura pomembna. Imamo tiste kmete, kot rečemo, pa imamo trnjave, pa tako naprej, pa konjičke, pa tekače. Ja, ampak vsaka figura je pomembna, tudi vsak kmet je pomemben, vidite, pri šahu. Zakaj? Ja, ker če ga obdržiš, pa na koncu prideš s tistim kmetom do konca, lahko dvigneš kakšno figuro, ki si jo izgubil pregor. Saj, ja, po takih pravilih, ko smo jih pač mi imeli. Vidite, tako je tudi naše duhovne življenje, vidite, vsaka misel, vsaka beseda, najbolj še tako nepomembna, vidite, je pomembna, vidite, ker bomo zato dajali nekoč na sodni dan odgovor v našem življenju. Torej, ko boste naslednjič igrali šah, se spomnite na to, da je kraljica najmočnejša figura po zaslugah španske kraljice Izabele Katoliške. Kar vedno malo kdo ve, ko šah igra. Vidite, in kako pomembno je, da ta pravila, ki veljajo v šahu, prenašamo na svoje duhovno življenje. Torej, premišljujemo, karkoli govorimo, delamo, vidite, da bomo všeč našemu Gospodu, ki prihaja, kajti če Gospod ne bi rad naših src, naših dušah, potem smo na slabi poti, nismo na poti v nebesa. No, in na koncu moram še oznaniti sveto leto, ki ga je papež Frančišek razglasil, 2025, se pravi, sveto leto se bo začelo 24. decembra, se pravi na vigilijo božično.
se bo začelo to svetlo leto in bo trajalo do 6. januarja do svetih treh kraljev 2026, se pravi več kot eno leto. Mi bomo pač izkoristili to, kar je to svetlo leto in dobimo lahko popolne ali delne odpustke pod navadnimi pogoji, se pravi spoved lahko prej ali pa pozneje, 8 dni ali pa še več. Ja, pa sveto obhajilo, no, nenavezanost na katerikoli greh, tudi mali greh, to mora biti, potem pa romanje seveda v sveto deželo ali pa v Rim. In potem je vsem tem bazilike svetega Petra, Janeza Lateranskega, svetega Pavla zunaj obzidja, Marije Velike. V Rimu vse te bazilike imajo svetoletne odpustke, če tja pa romamo, dobimo te odpustke, ampak jaz seveda tja ne bom romal, v sveto deželo še manj. Potem, kdor ne roma, potem lahko tudi dobi odpustke, tudi če ne roma te kraje, če pa roma v kakšne druge cerkve, tle so napisane, lahko si na spletu gor si dol snamete, katere cerkve so to, v Italiji, pa v sveti deželi, pa v Asiziju, pa v Padovi, pravi, potem pa pravi, lahko poromamo tudi kakšno drugo cerkev v domači državi, domovini, ki jo škofje določijo, ampak seveda mi ne romamo radi te cerkve, da ne hodimo po delčkih Jezusa, ki so po tleh v teh cerkvah zaradi obhajil na roke, ki pa skrunijo Jezusa pri teh obhajilih. Pač pa pravi, da lahko da samo v duhu se pridružimo drugim romarjem, ki bodo romali, pridružimo se v duhu nekako, kako to jaz ne vem, ampak jaz bi rekel, pač sami reče v srcu, pač pridružujem se v duhu romarjem, ki romajo na te svete kralje in potem molimo Oče naš, pa tisto vero, ki jo molimo pred rožnim vencem, po namenu svetega očeta in dobimo lahko odpustke. Če gremo prej v obhajilo, pa spovedi po obhajilu, dobimo lahko polni odpustek, če ne gremo v spovedi v obhajilo, dobimo pač delni odpustek. Se pravi, tudi če ne moreš dobiti popolnega odpustka, pa delni odpustek dobiš. Ja, vsekakor vsaj nekaj, boljše nekaj kot pa nič. Ja, potem lahko dobimo odpustke tudi z duhovnimi pa telesnimi deli usmiljenja. To si preberete v katekizmu, kaj to je, ne? To sem večkrat že govoril. Ali pa tudi s tem, da se pustimo en dan v tednu, v tednu, ampak ne post od hrane, ampak od tega, recimo, da nismo en dan v tednu na računalniku ali pa da gledamo televizijo in kaj podobnega takšnega. Se pravi, z dobrimi deli, z odpovedjo kakšnimi stvarmi, ki so sicer sami po sebi niso greh, ampak se jim odpovemo, ker niso nujno nekaj takega. Vidite, to so vse načini, kako da dobimo torej v svetem letu odpustke. In to leto to bo trajalo od 24. decembra pa do vseh svetih kraljev do naslednje leto, Anno Domini 26. No in na koncu, da ne bom predolg, naj rečem, da kraljico Izabelo imenuje tudi Izabelo osvoboditeljico, kajti kadarkoli ko so ti španski, kako se reče, križarji osvobajali ta mesta pa te kraje v Španiji, kadarkoli so kakšno veliko mesto osvobodili, so tudi seveda osvobodili celo vrsto sužnjev, ki so jih imeli džihadisti za sužnje kot sužnje, kajti morate vedeti, ko so neki džihadisti neko mesto zavzeli, pa nek kraj, karkoli že, so vse, kar se je dalo, kar je bilo živega moškega, so vse poklali, pomorili. Kar je bilo žensk otrok, ne bom govoril, kaj so z njimi napravili, ampak mnoge od njih seveda so zasužnili, večina so potem zasužnili, jih peljali v neko veliko svoje kraljestvo in potem na trgu podali za sužnje. Kaj so sužnji morali vse pretrpeti v življenju, bo seveda na sodni dan, vam ne morem razlagati. No, ampak seveda, ko sta dva Ferdinand pa Izabela te sužnje osvobajala, sta potem njihove okove, takole na tih njihove okovi, ki so bili seveda okovi iz kovine, seveda oni so bili vsi vklenjeni, so bili vklenjeni, so jih potem na cerkve dali na pročelje cerkva. No, tle imate eno cerkev, kje pa je ta cerkev? To je v Toledu, cerkev svetega Juana de los Reyes,
v tej cerkvi, vidite, na pročelju imate tele črne pike, to so vse okovi teh sužnjev, ki so jih osvobodili od sužnjev. Teh sužnjev so bilo na tisoče, ki so jih osvobodili, in zato se tudi seveda kraljica Izabela imenuje, ona je dala pač pobudo, da se te okovi da gor, se imenuje Izabela osvoboditeljica. No, danes imamo seveda drugačno suženjstvo, danes imamo globaliste, ki hočejo zasužniti svet, ne, zato pa molimo, da jim to ne bo uspelo. Jaz bi rekel, danes potrebujemo, vidite, enih 10 takih španskih kraljev, Ferdinandov, pa glede Izabele, vidite, ne pa globalista, vidite, in predsednike in modernista, vidite, ki delajo ravno nasprotno to, kar so ti ljudje počeli v svojem življenju. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.